Sem mar bolan, kaj mi je? Boli me glava in tresem se, v grlu žge me prav močno, počutim se, da se bolj slabo. Klinika za bolne, klinika za bolne. Klinika za bolne, klinika za bolne. Dober dan. Dober dan. Bi mi prosim lahko povedali, kje bi lahko dobil doktorico Strajnerjevo? Ne. Kje pa bi lahko to izvedel? Nemam pojma. Kaj pa potem sploh počnete na informacijah, če v ničemer nič ne veste? Koga pa jem Mladenič? Koga je? Kva bi pa red? Kad se rad krego z menoj? Za kva pa sem isto okej? Ne koliko drugih ljudi okoli, jaz se pa tega pa te se gled name spravo. Prostite, ampak mislil sem, da se na oddelku informacije dobije informacije, tako kot na železniški ali pa na avtobusni postaji. Kje pa vidiš, ki še na avtobus? Vidiš, ki še na avtobus? Ne, Koga pa vlak? Vidiš vlak? ne, Koga pa vidiš? zdravstveni dom, mislil sem. Nemaš take za mesel. Mesel take dragi. Veš koga? Mene te ne boš toga nič rebol. Koga ma? Ko moram policije pokletati. Tako zdaj da bom pokletala, če treba. Ne, Lepo te prosim, post me že enkrat malo pregmah. Ama je, ker sem bolan. Nehaj me tle ženska štrapcirat, nej še časopisa prebrala, pa je že ti nagajaš. Gor pejt v čakalnico. Na hladu pa se boš zamotil, no, pa se gre, gor pejt v čakalnico, ajde. Berkopčeva? Sestra meni je zelo žal, ampak nisem mogla več. Ja, se je še preveč malo odlela. Kar naprej, Mladenič, sem te že nestrpno pričakoval. ja se bi prišel prej, ampak Pustiva malenkosti, kar lezi na tole porodno posteljo. Takole luč smo prižgali, kar usedite se, Mladenič, na tole posteljo. Jaz grem pa na tole stran, da si vas malo bolj podrobno pogledam. Zdaj pa kar na dan z besedo. Kaj bo dobrega, kaj bo slabega? kar nekaj časa me že boli glava, dih mi zastaja, po sklepih čutim bolečine, doma se ne razumemo preveč dobro, v službi me ne razumejo, plače so nizke, jutri dobimo obiske, danes večer gremo v kino. Ja, zadeva je precej bolj zapletena, kot sem si mislil. Naj poskusim solfeggio terapijo. Na klančku sva se srečala, prav milo se poklet. Bo kaj bolje? Bi znal tole prebrati. Poskusi. Še to so kitajske črke. Se mi je kar zdelo. Kolikokrat na dan pa ješ? 3-krat. 3-krat? To mi še nič ne pove, mladi mož. Spat hodiš pa verjetno bolj pozno. Nasprotno, bolj pozno. Bojim se, da znanost 20. stoletja še ni dorasla tovrstnim obolenjem. Kaj nam je storiti s to nog in s to rok? Veš, Mladenič, za tovrstno obolenje bom potreboval izkušenejše mnenje. Sem lahko zaskrbljen? Prekleto zaskrbljen! Bom umrl? Ja, bojim se, da boš. No ja, ura teče, nič ne reče. Čas beži, da se za njim iskri.
Zvoni že zvonec, šihta konec. Žal te bom moral za danes zapustiti, kajti v nasprotnem primeru me bo žena ubila. Še tele roke si umijem in potem odidem v boljše čase, v boljši jutri. Tako, pa nasvidenje, pa prijetno noč ti želim. Kje je zdaj tista šejpa zamenjati? Kaj se šete? Kje pa zdravnik? Kaj je šel na stranišče? Ali je šel domov? Te ne bo ne 2 dni zdaj. Na tebe bo, sem njega ne bo, ja. Nekam skrb se zlejzo, se meni zdi. Mi smo na pumpu. Se od zdravnika vstal. Sem kje pa, ja, ne bo dobro, bom kar tole vzel. No, se že bolj diabel. Sem se pa hodil napehnul. Kako se pa kaj z jetrom razumeš? Dobro, slabo, ne? Zbola na jetrih. Ne bo to ne bo dobro. Te na baterije priklopu. Imam sem 2. Kaj pa, da bi se medva malo stehtala? V 80. Slabo te kaže. To ne bo pomoči. Veš kaj? Jaz sem hešnik, pa bom svoje postoril, ti pa kar počak tlele. Sej bo že kako. Prav? Prav, na? Saj je še cela šepa. Ja. Nikoli ne veš, kdaj lahko poč. Se lahko klovka tudi za mene. In pa na prvo klovka. Florian, kaj pa delate, Florian? Ja, klovka bom za mene. Pa veš, ne? Danes je, jutri je pa ne? Pol bom pa še šejpo za mene, ne? Kaj veš, se ne veš. Zdaj je, kaj pa veš, če bo še jutri. Ala, gremo domov, šehta je konc, Lekov. Konc je šehta. Dolgo je pa za meno, ker sem jaz hešnik ali kaj dolg v tej hiši. Je hešnik. V tej hiši. Nekdo prehaja. Verjetno že slišal. Al Capone? Don Corleone? Res, da moja slava ni tako velika. Je pa zato rit. Potem vi niste eden od tistih, ki imajo večjo čeko red. Ljubšen, mia bella. Je to komplimento? Odvisno od tega, kako to razumete. Razumem. Potem bi vas pa prosila, da tole svojo pekalo rad omaknete, da bi ste mle povoje vzela. Vsekakor, lepotička. O tem, kdo je lep in kdo ne, se bomo pomenili potem, ko bo mi snela tole lasolo, dala vam keramično očko, snela roko leseno, Madonna, zmeraj pozabim moment dvojeno, rokje. Kje smo vstala, sin moj? Kdo ste? Seveda. Moje ime je Jozo. Mafiozo. Pišem se Mafi. Dvojni F in Y na koncu. Mafiozo. Se boš zapomnil? Mafiozo. Veš, za koga smo tukaj? Ne. Ti bo moj asistent pomagal odgovoriti. Ja.
Za koga si ga pa zdaj pritisnil? Za koga si ga pa zdaj pritisnil? Pomagal sem mu odgovarjati. Ja, prašička, te bom jaz tako pritisnil, ti bo tisto betičan v ceščo vas odnesel. Kako se pa obnašaš, klelele možakarja tepeš? Ja, ti pams nagražen, kot se pa to naučil? Včasih se želim, da bi bil kar avtomehanik, me tako iztiraš prav ta mularija. Jebe mu, Boga, posluš, bi znal iz tega potegniti črto. Česa? V redu, naj te postavim vprašanje drugač. Bi iz tega kaj sklepal? Asa? Naj se spustim na tvoj nivo, ali kakor pravijo Francozi, nive au. Za koga smo danes tukaj, kaj je naša naloga? Zgubili smo se in že 2 dni iščemo. Tiho, da tako na glas, da nas ne bo kdo slišal. Sin, povejte me, kot je izhod? 2 dni nazaj smo se zgubili, tle leta ne najdemo poti ven. Povejte. Na stran. Idemo. Sin, tam je sekret. Kot je izhod? Na stran. Hvala, sin! Dobro jutro, mladenič. Kako si kaj danes? Hvala, kar dobro. Pa vi? Ne sprašuj, težavam nikoli konca. Pa poglejmo malo, kakšno delo nas danes čaka. Opravimo malce vizite. Naprej. Doktor Kovač, kaj vas je prignalo v naše vode? Dobar dan, doktor King. Oprostite, se že vnaprej opravičujem, če vas motim, ampak včeraj smo na urgenci nujno potrebovali eno srce, pa sem si ga sposodil kar od vašega pacienta. Malce smo ga sicer odprli, tale levi ventrikel, pa vendar, no, upam, da mi ne zamerite. Tole je bil sigurno prtabejleh, ki ima tako bevle, jaz sem prepričan, pa ne bom nič snil. Se mi ne zamerite, ne? Nikar se ne opravičujte meni, saj to ni moje srce, zmenite se z mojim pacientom, kaj ne? Je že v redu, sem mu dovolil. Saj vam ga bom takoj vrnil, veste. Ja. Takole, hvala lepa. Pravzaprav nisem še končal, prostite, gospod doktor, a bi si lahko sposodil še vranico za 3 minutke, sem 3 minutke bi rabil. Jo. Ko ste vi dober človek. Takole je, če se ne motim, ja. Bo, no ja, bo, v redu. Hvala lepa, hvala lepa. Sestra Malija, dober dan, dober dan. Sestra Malija, bi mi vi naredila eno uslugo? Če ne pleto vi, gospod doktor Kovač. Bi si lahko eno ledvičko sposodil? Ja, to pa komod. Neki špekelj. Hvala lepa. Ne zakaj. Veste kaj, doktor Kovač? Zdaj mi je pa že prav pošteno nerodno, da sam nisem daroval še nobenih organov. Kaj menite v tem, da vam bi še jaz daroval za kakšno urico ali 2 kakšen organček? Pravzaprav bi mi pa še ena ledvička zelo prav prišla. Samo trenutek, doktor Kovač. Sem si pa jajčka po nesreči spuknil. Doktor Kovač, brž jih postavim nazaj in za vas spuknem ledvička. Doktor Kovač, izvolite. Hvala lepa, zdaj se mi zdi, da bom imel pa dovolj organov. Obljubim, da jih vrnem že čez pol ure. Nasvidenje. Klicali ste me, gospa direktorica, samo tole odložim. Bo že držalo, če vi tako pravite, doktor King. Je morda kaj narobe?
Narobe? Ne, nič ni narobe. Doktor King, samo glavo vam bom otrgala in vam jo zabrisala čez okno. Mislite, skozi okno? Doktor King, ali ste vi morda študirali slavistiko? Ne, medicino. 9 let. A, medicino. Potem pa gotovo veste, kaj se zgodi človeku, če mu kdo trga glavo, jo da malo na brusilko, jo udari s kladivom in mu jo malo zrahlja, preostali del telesa pa vrže v krko. Verjetno ga precej boli, mislim, ni mu preveč prijetno. Bi bilo kaj takega vam prijetno? Odvisno, kdo bi mi to storil. Jaz bi vam to storila. Mislim, da bi mi bilo. Prihodnič, čeprav oba dobro veva, da tega prihodnič nikoli ne bo, bi vam zabrisala likalnik v glavo. In to vroč likalnik. Bi mi bilo v veselje. Doktor King, od tega trenutka ste brez ugovora odpuščeni iz moje klinike zaradi neprimernega odnosa do naših pacientov in do njihovih organov. To pa še ni vse. Z vami bosta letela sestra Amalija in hišnik Florian. In ne popravljajte me. Če pravim, da boste leteli, pomeni, da ste odpuščeni. Jasno? Kam pa naj gremo? Zaradi mene. Lahko tudi v kakšen zanikern hotel za receptorja. Sestra Amalija za sobarico, hišnik Florian se pa tako ali tako vedno dobro znajde. Pa kakšno razglednico mi pošljite, doktor King, ali bolje rečeno, gospod receptor. It's extreme self-pity. Buongiorno. Buongiorno. Scusi, mi interessa se avete una camera libera al primo piano? Sprechen Sie Deutsch? Ein bisschen. Entschuldigen Sie bitte, haben Sie vielleicht ein Einzelzimmer nur für eine Nacht? I am Entschuldigung. I do am Entschuldigung, aber do you speak English? Yeah. Of course. I wonder if you have a room with a view. I'd like to take one for tonight. Yes. Thank you. Yes. Excuse me, but parlez-vous français? Bien sûr, je voudrais une chambre, un lit au premier étage donné sur la mer. Sloven. Vsekakor, rada bi eno posteljno sobo v prvem nadstropju, ki ima po možnosti pogled na morje. Zanima pa me tu... Ambition.
Dobar dan. Kaj pa je? Ja. Kaj bi šla Pepe? Ali kaj je? Ključ bi rada? Ključ, ki te nese dal ključa, sej tle, cel cajt že. Na, ključ pa pejt, gor greš poštenga, gor, ja. Buongiorno. Buongiorno, no, lepa reč. Kako pa češ drugač? Ja, buongiorno. Veš, je curlano, pa so dol klicali, ja? 12 ali 13? Ja, ko pa vem? Oba dvoje. Oba dvoje, ja, sem imaš prav. Kaj si šlo pa še skrat so te vrgali? Ne, sem me vrgli, mene še ne so vrgli, ti počuvaš sljedejo, nisem prinesla majico. Veš, da ja, da ne bo... Ne se veš, kako je če človek lačen, ne? Ti pa tako dobra žena, ja, blagor se Florjani, res. Ali naš mestna da zmeri prav bajt, ne prav, ne, včasih tudi ne. Ne, ja, veš kako, tako je, drugače ne more biti, ne? Vidiš, jaz srota sem pa še zmeram sama, ne? Ja, ti včel se rano, se res dreva. Veš, kako sem rekla, tle rentam za stolmi, tam pa doma kohala, pa likala, pa prala, pa rentala z decem. Hvala lepa, nisem neumna. Maš čist prav, ti dam prav, ja. Ti, 12-13 si rekla, kot pa je to? Tle list 5 pa te bo gor potignil. Ja, pohodljane, te bomo vedeti, ja, dijo. Doktor King, kako pa imate tudi nekdo vas nesem biti spoznala? Ja, veste, to bomo pa kapo, pri nas v hotelu, ne, ja. Ne, hotel, to ni hidrant, ni hospital, je hotel, ne, ker imamo kape, simbol, ne, dol v recepciji sicer nimam kape, ko sem, ne, in potem, ko gremo gor v sobe, ne, recimo na gospodični zdaj nesem viski, ne, potem pa moramo dati kapo gor, da lasje po gostih ne padajo, veste. Ja, se mi zdi kar v redu, ne. Kako pa kaj drugače, nova služba, pa tako? Ja, veste kaj, moram priznati, da sem kar zadovoljen služba, ampak, med nama povedano, mogoče malo premalo krvava. Ja, zaskavajš mogoče kot je soba 12-13? 12 ali 13? Ne vem, obduje. Ja, veste kaj, moram priznati, da glede na to, da sem dokaj nov tukaj, imam kar težave z določenjem sob, ponavadi, ko nesem kakšno stvar v sobo, kar malo se zmotim, a ne? Drugače pa tudi s ključi imam težave, tako da vam bom težko pomagal, ne? Se veste, ne, bom mi že nekako najdla, se veste, kako pravijo, da res še sam vanje pade. Poznam še en pregovor, ki pravi, tudi slepa kura zrno najde. In glede na to, da nisem slep, da nisem kura, bom verjetno bolj težko našel sobo. Pa lep pozdrav, pa pozdravite Florjana, kaj ne? Adejo, srečno. Mi imamo pa Mount Everest. K2. Pa bo menda res. No, se kaj bi mehen, so ga klicali Gorjanci. Neverjetno, kako se narava spreminja. Vsi, Mount Everest je tudi zelo dober strelec. V to ne dvomim. Morda pa imela kdaj kakšne skupne manevre. Kaj sem že hotela? Zakaj ste potrkali na moja vrata? In kako naj vas prihodnje kličem? Doktor, receptor King sem, ja. In kdo ste vi? Prelestna podoba mojih sanj in odkot pravzaprav prihajate? Prihajam iz Amerike. Moje ime je Reed. Mev Laurit. Kako nenavadno ime in vendar tako bi človek rekel privlačno, ne? Morda veste, kaj pomeni v francoščini pourquoi? Zakaj? Kar tako. Pustite, moram
Marjam, prosim vas, da me ne kličete več dr. King, ampak gospod receptor. Jasno, ker me s tem spravljate v neprijeten položaj. Porkva? Zakaj? Kaj? Kaj? Kaj zakaj? Zakaj po francosko? Ja, vem. Ja, no, pa tudi prav, ne? Ja, saj nisem nič rekla. Ja, saj vem, da niste nič rekli. V glavnem sva se zmenila. Jaz sem receptor King zdaj. V redu? Ja, v redu. No, zdaj pa še malo na prijetnejšo plat našega hotelskega življenja. Sem pa že povabil na novoletni ples. Ne, to bo še ne. No, vidite, jutri zvečer imamo v hotelski diskoteki novoletni ples in vas vabim in da pripeljete s seboj izbranca vašega srca. Ja, morbit bo prišla. Imam že oblek, to veste. Orka duš. Ja. Le pridite, pa se vidijo potem, ne? Adijo, ja. No, hvala. A bom jaz že dobila ta viski ali ne bom? Smo že prišli. Ja, čudovito. Ja, kot pa hodil, koga pa je, ko se kaj zangalno ni nas mogo predati, ali koga? Domov sem šel nazaj, še po vazelino, ja. A ja, vazelete te za ostamazat, ne, ja, te, za koga se pa se s prijateljem prišel, za koga? Se sem mislil za avtomobilem, pa nema ne ojla, ne kisa, ne moke, ne cukra, ne kafeta. A ja, zastupam. Pa svečke so čist pogasale, kako pa boš, bolj. Ja. Sem se mislil v rekvrt spjalat, sem se mogel jaz obrn, da je šlo v rekvrt. Ja, pojď pa razumem, veš, da se prav, da se prišel, pa se sejem, veš, da gremo zdaj. Ja, veš, da sem zadovoljna, da sem tako, ne gremo. Je suis parmi les soleils, bien que parfois j'ai des doutes. Je me regarde dans la glace et je vois une étrangère, toute fragile, je ne demande que l'amour et la paix. Je suis parmi les soleils, bien que parfois j'ai des doutes. In sem pa bila v petek. Ti, na ven, ne se spomen zgabila. Ga bo treba kar najdet, malo po šepek poglej. Ja, bom, čakaj. Ja, presno je to, kaj jaz sem ga najdla. Kako si povedal, da je? Nisem hešnik, nisem. Jo, doktor Kovač, Ja? meni tako nelagodno. Veste, se ne moremo živeti v ples. Me gatko vrtlezejo. Vam pa še niso pobrali mandelnov, kaj ne, mlada gospodična? Jaz bi moral ta otroke s teboj. Ja, god jih ne pa da bi. Ja, narediti jih bo treba. Ja, kako? Ja, bomo probala, če rata, če ne pa frata. Ja, dobro. Doktor Kovač, veste, ko sem prej rekla, da mi gatke vrtlezejo? Veste, da so mi že v želodec lezle.
Sestra Amalija pa ti ima pa najbolje, če jih izbruhate. Ne morem. Gospod receptor, pomislite še enkrat, morda bi nam je bilo dvoje lepše, v Slogi je moč. Ja, v Ljubljani pa kino. Teď samo zdaj, saj smo že 10 let poročana, saj smo že kdaj probala mende. Ja, pa vendar boš treba svežet spomen. Se po mesto svežu tebe, pa kanale prečisto, babu. Ja, sestra Amalija, kaj pa zdaj narobe? Veste, gospod doktor, naj se nisem šla gatke v barvo. Jo, pokažite. Ne, da sem tečna, ampak zdi se mi, da sva kot ustvarjena drug za drugega. Ja, verjetno bo res, mlada dama, če vi tako pravite. Povejte že, kaj mislite, rada sem na tekočem. A zato toliko pijete? Ti si moja kljuka. Kakšna kljuka, zakaj kljuka? Kljuka, ki me okrog rete soka. Takole, spoštovani obiskovalci naše hotelske diskoteke, zdaj pa vam bi zapel še jaz eno pesmico, imenuje se Na klančku, ki jo sicer uporabljam tudi v solfeggio terapiji, pa bi poprosil gospodično Bredo. Gospodična Breda, kar pridete k meni, boste mi pomagali zapet, kaj vem, da ste dobra pevka, kaj ne? Ja, bom. Krasno. Pa začnimo. 3-4, najprej jaz seveda. Na klančku sva se srečala, prav milo se pokletala, songe so bile najne oči, vse to ljubezen spri. It's 12 past midnight, don't close your eyes, your soul's up alive, and I'll be by your side. I've come to take you there, show you how to care. Just be aware that you'll have to share. I want your love, I want it tonight. I'm taking your heart, so don't you fight. I'll be your answer. Takole, atmosfera se je na naši zabavi malce pomirila, pa imamo tukaj našega pacienta. Ste zdravi? Takole, ja. V redu, zdravje. Zdaj vam bomo pa zapeli eno lušno pesemco, imenuje pa se, ne povem, to je skrivnost, namenjena je pa naši sestri Amaliji. Sestra Amalija, ne prisluhnite, ta pesem je za vas. Pa malo šmečken intermerco, gremo uvah, hočem reči. Spremi čestitke, pozdrave, Nalka. Spremi en lep pozdrav. Malka, 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 spremi en lep pozdrav. Кога па е Brian? Ке се пеем пресетал се ранал, кога па е с тобой, Brian? Jaz nisem Florian, jaz sem Florian. Velereje. Brian, ja, Brian.
misliš, da nisem se zaslužil enega kozarca zvečer ali kogaber? Ja, se ampak nas pa že preveč peva, to najbolje prav. Ne, nisem točen kot centimeter, pa 19 centimetrov, če imam 2 metra, moram tudi nekaj kupiti. Ne, jaz sem tako, malo preveč se ga spev, malo preveč je šlo to, ljudje. Nije, da bom domov zakljano, otroke prvezdal, te bodo nastal, pa boš ležala. Ne bom kar šla. Lepej. To me briga, pej. Imaš tam zdravnika, kaj zdaj pa zdravnik prej okrog tebe musal. Zdaj sem se pa dober. Kaj pej? Pa ne da imate mačka. Imam doma mačku 6, 8, 132 jih imam, samo tošen, kar je pa ta tle noter, ga pa ne boš najdu. Neverjetno. No, še dobro, da imamo pravi mest v hotelu zdravnika, kaj ne? Je pa je, doktor, je pa je, doktor. Florian, jaz sem zdravnik, doktor King, ne? On se pa djareš, se te slišam dobro. Sej res, da nisem še čist brsjap, ampak slišam te pa dobro, ne treba, da se djareš le na mene. Vidim, da tokrat moja solfeggio terapija ne bo nikakor pomagala, torej bo najbolje, da tokrat uporabim jajčno terapijo. Kaj mislite, Florian? Samo trenutek. Takole, zdaj pa kar začnimo z našim čudežnim napitkom. Poglejte, najprej bomo vzeli en jajček. Takole. Pa bomo dali notri malce gorčice. Takole. Pa bomo potem dali še malo pudinga. Ja. Potem bomo dali zraven malce tele mezga. Čakajte, tole pa ne... poglejte, se to je tako narejeno. Odlično. Pa bomo dali zraven malo majoneze. Evo, takole. Veste, to so same take čudovite substance, ki potem pomagajo pri prebolevanju mačka. Če mi lahko tole odprete, ker ste že tukaj, prosim. Potem damo eno kar celo mandarinco, bomo dali noter, pa bomo dali malce popra. Ja. Pa bomo dali, veste, to je pa skrivnost pena za lase. Ampak to je skrivnost, ki ne smete nobeno povedati. Malce paprike. Še cena se je drži. Potem pa za nameček malce mleka, da se vse skupaj čudovito začini. In potem seveda ne smemo pozabiti energetskega napitka Red Bull Take Off. In tole bo čudovita zadeva. Hruška je. Hruška za okus, no. Leprite. Tako mečkeno, mogoče majčkeno Take Offa še. Takole. Vi pa kar prite na tole stran. In zdaj seveda še čudežno tole mešanje. Takole. Malce. Gali. Veste kaj? Zdi se mi, da je premalo jajc. Bom dal še enega. Morda 2. Poglejmo, če bo zdajle. Se bo. Diši že lepo, kaj ne? V redu. Krasno. In zdajle, Florian, samo za vas. Pa to je za zdravje, dobro. Zakaj pa mislite? Samo za vas, Florian, čudežni napitek. Tako, Florian, evo, napitek je pripravljen. Pa ga boste zdajle, hitrico ga spite, veste, če ga hitro spijete, hitreje vas potem zadene, ne? Ledejte, saj veste, kako morate. No, vidite, saj znate. Odlično, krasno. Moram jaz hitro skočiti, telefon zvoni. No, krasno, kaj dajte.
si mislil, da bo tale moj napitek deloval v tele smeri. Naj ga še sam poizkusim malce. Zadeva je naravno čudovita. Sestra Malija. Dobro jutro, dr. King. Kdo je pa tole lecojno tukaj na tle pozabil? Zdi se mi, da je tole gospa Breda, čeprav zgleda, kot bi jo povozil tank, kaj ne? Sema to tja. Ja, Breda, pa se pa tako sleneš okrog žnablo, ko stekla kozla. Če bi te kozvala, celo noč bi bila to taka. Saj sem, zato me je pa zdaj boljš kot ter. Sestra Malija, naj vam ponudim dobrodejni napitek. Za takšne primere bom pa potreboval izkušenejše mnenje in bom takole storil. Halo? Halo? Doktor Kovač? Doktor King tukaj, ne potrebujem organov. Vem, da ste specialist za transplantacijo. Mimogrede, kdaj mi boste vrnili moja ledvica, me že nekaj špika tam, kjer imam praznino. Boste vrnili, no krasno, upam, da mi jih vaš pacient ne bo preveč obrabil, kaj ne? Pridete! Smo pa hitri. Veste, brzina je naša vrlina, saj dobro veste, kako so sekunde pomembne. So, pa gotovo. Mimogrede, tule so vaša ledvička. Greva kar k pacientom. Kaj pa za vraga dela tule tale cunja? To je Breda, Florjanova žena. Neverjetno, kako se zna zakamuflirati. Vam je že doma zakamuflirati. Če bi imela izdali bojlerje, bi se tako zbrcala. Buler je, gospa Breda. Bojlerje. Doktor Kovač vam pa glavo utrgala. Dajte me že hete, te se zdravela naštema, tako da moram več želiti. Doktor King, solfeđoterapijo ste že poskusili? Mislim, da v tem trenutku ni najprimernejša. Kaj pa jajčno terapijo? Tudi to smo že poskusili, pa se tudi ni prav dobro obnesla. Stavim, da še niste pomislili na terapijo z rolerji. Takole, terapija z rolerji je sila preprosta in hitro učinkovita. Tukaj je prisotni dr. Kovač vas bo pahnil po stopnišču in rolali oziroma kotalili, kakorkoli se pač to že vzame, se boste od tu do recepcije, kaj ne? Res je tako. Torej, z glavo boste udarjali ob steno, želodcem drgnili po stopnišču in tako bo vaših težav s to terapijo, enkratno terapijo, prav kmalu konec. Toliko, pa začnimo. Ampak, imaš se zdaj na meni ne slabo, nič več mi ne slabo, nič več, ne me slabo. Pa vam je. Jaz sem pa nekako mislil, da bi šel zdaj kar žarenco zamenjati v 1492, bom kar šel. Saj, kot je pa Malka. Ja, bom pa sama probala. Saj, slabško mi je, možda ne mora biti. Nova. Moje življenje zdaj popolno, spet sem stara, dobra Merlin Monroe. Zdaj bom šla pa pol poštenga pobrat. Doktor Kovač, čestitam vam za uspešen poizkus vaše terapije z rolerji. Hvala, vem, ampak vi ste, doktor King, brez vaše pomoči mi zagotovo ne bi uspelo. To me je pa samo elektrika rešila. Zdravje, če ne bo kaj, kako bi bilo, če bi se še kaj poberal, tako kot je bilo prej v starih cajtih. Sem mislil, pa sem šel na žarence, se priklopiti, pa je zdaj bojle in sem zdaj pa čista prav, mislim, da sem, ne? Ta prav. Kaj ne sem? Ta prav.
menil, 11:43, kaj pregorel, ne? Le gledajte, da vas ne spet stresenilo. Jaz sem se enkrat na fritezo priključila, sem nam nikoli več, sem je še danes ne sajna. To ne, neč tacga, to je tako kot vodene kozijen, kater da beš pa spol dober. Jaz bi se zdaj lahko na transformatorsko omrežje preklopil, pa me ne bi bilo nič. Edino zob me je malo bolel, tako drugače pa vse dobro. Tole bi vas prosil, da bi šla men kupiti v trgovino, bi šlo? Veste, da grem, za vas gledam na konc sveta. Kaj djaleč ne bo treba, je že tle bližje ena pojstela frej. Vi nagajevčik te, vam pa tudi vse neumnosti hodijo po glav. Ne, hodite, grem jaz tole gor, pa vi pa kaj, če grete, tisto pa se ne obmenila, ne? Ne problem. Ja, no, adijo, prej. Dobro. Dobar dan, kaj imate prvo smrbit žarnice? Mamo, vi jih pa nemate, ne, ker ste prišli k nam pojiti. Nemamo. Nemate kašnov aparat. Ja, celo. Celo, aj za ponoč, aj za podnev. Univerzalnih pa nemate, ne? Mamo, lahko to zdaj zvežete skip, pa so univerzalne. Pa take lele imate? Take pa ne. Če bi bila taka, bi bila tudi ista dobra, ne? Zdaj smo tudi tam televizor kupili, pa je Katran pregovoril, pa tudi ne bilo dobro. Pa bi lahko eno dobila? Lahko, gospa, to pa. Kolikor je šte, zdaj jih imamo dost. Aj za podnev, ta je za podnev. Za ponoči bomo pa še dobili. Ko mi lahko poveste, za koga se za podnev drugačko za ponoč? Tista je za podnev, ne bo nič pokazala svetlo, ta pa bo. Vi pa res najdete odgovor za vsako vprašanje. A kaj vprašanje? Za žarenco se že najde, ampak za ženske se ne najde vprašanja. To je narobe. Kaj mi, ki smo bolj lejtne žebe, tudi kaj drugega glihali, ne samo za žarence. Morbit bi vam pa jaz lahko pomagala. O, to pa lahko. Če boste vi pomagala manj, bom vam eno žarenco šenkov za podnev. Ne bo treba nič šraubati. Sam da je lukna polna, pa je dobro. Pa sem ga nazarjevej. Kakor vedno ste pa res radodarni. O, to pa za mlade. Kolikor jih je, magar 100, če je treba. Če pa ne, pa tudi tane ne. Za stare babe pa nabjane. Tako prepodavam. Prej naj smo bili tak. To dobro, da napada. Se nama zdaj kregala za eno žarenco, koliko jih ne ucate. Bošte maj za drevešče, kaj za zdolaj. Zdaj, ki smo zglihali za žarence, bomo pa še za anglašmarence. Tako, držej? Dobro, pa dajmo. Naši napet. Sem to moram merkati, ta je za ponoč, takrat, ki se spi, se glih tako neč navet. Ponoč je tudi naj treba. O, Marija. Ja, se me pa že pozna, da sem star, se me že malo petljaje ragije. Eno od tega gospa, pa jaz ga bom 2 deci, pa oma pa že kaj zglihala za tisto razbito žaremco. Če je bil dober, bom pa še jaz tam ga. Neč ga nama sraži. Dobar. Zdrav. A ta je pa šel do dna. Kako paše. Pa še paše. Vi ste meni tako nekam znani, ka poznate Florjana, ki je hišnik pri nas v bolnici? Florjan, on, ki je v bolnici. Še to je moj sin. A je pa ta prav. Marskero je že. A ko je prinesel, da mu je dala žemljo. Naj mu bo, se je zrasel. Koliko pa je? Evo nekaj zdaj to je kot smrajka.
Treba, malo vršiče, kad biti, če ne bo znaru. Veš kaj, če bi se pa poročila z menoj, bi ti dal pa 100 žarem za stojn. Aj pa ano, 100 svečna. Katero soboto ste rekli, da bo poroka? Hod pa hod ta Amalija. Hodimo te ko ene krtejce po temej. Ja, bojde, mačko sem ti prinesla. Da ne izdala kumrce spet noter. Ne, sem. Zdravim sem je dala, ne? Te, posluš, Tulile, kaj ste kaj gladiatorji štemal in koga? Gladiator je? Ja, gladiatorji se te štemal. Mene zjeme kupeska mladga. Kupeska. To se pa musaš, spet ob mene. Ja, veš koga je, ne? Roj se imaš danes, ne? Roj se, dan imaš. Pa res? Nemaš. Pa ga imam res. Ja. Pa sem te nekaj mislila, da ti bom nekaj, jaz bi te kar nekaj zapela, če žeher. Ja, veš, tako ili ne? Vse najboljše za te, vse najboljše za te, vse najboljše, dragi Faljaljan, vse najboljše za te. Lepo. Ja, lepo, ne? Veš, koga pa nekaj imam še zate, ne? Sem ti prinesla, daj, te bom god pa presegen, sem prinesla CD. Veš, sem prinesla za tebe. To naj CD, to je CD-ROM. Koga? Kakšen ROM, CD-ROM? Koga pa to? CD-ROM, to je tako, da cigana povoziš s traktorjem, pa dobiš CD-ROM. Marija, tega nisem cigana povozila. To na trgovini naredijo že. A ja, Marija. Ja, koga če pa zdaj? Ja, nič. Jaz bi te mal objel. Ja, kaj me imaš rad? Mamaš? Jaz se Marija Franjan, me imaš rad? Ko brata. Te imam rad, ko moj brat. Florian, žarnice sem vam prinesla. Žarnice? Žarnice, ja. Koliko žarnic sem te pa rekel, da jih prinesiš? Eno. Zakaj se pa rekla žarnice? Ja, se to. Koga to? Koga? Nekaj vam bi rada povedala. Malček, lepo te prosim. Pej do telefona pa vprašaj, če sem doma. Katero številko pa imate? 3, 2, 4, 8, 9, 18. Hvala. Ja, koga pa, če vas ne bo doma? Ali me pa v službo poklič? Katero številko imate pa tam? Ten malo preveč zanima. Preveč vprašaš. Če je pa preveč, je pa v redu, samo da ne je premalo. Halo? Ja? Sem ti že povedala, da smo bili prišli kaj? Ne, vprašaj, sem ti podnebno stopila. Ja, ne problema, se ne, nič hodga. Da veš, kako je to skravam, vsaka na svojo nogo radost. Čak, pa sem že govorila? Prašička Klaudija. Nekaj odparjam? Ne, kaj ste ga klali. A ja, veš, da smo ga zaklali, ne? Pa sem pa koža rasno v krajači, ne? Pa nekaj ga naredil. Lepo, okolje prijazno, jedrosto, jakna. Tako je simpatično, res. Ti, veš, niso nekaj dobrega krajača. A ti me ne ga res, da? Ja. Ja, pošloš da mi je to, da mi je to na pesnik. Imaš še svenčnik? Svenčnik, ja, moroj. Tega, pa veš. Sonja Krajačević, svoj repit, 68.599 na klančku, pošli predaj 896. Ja, sem razumela.
Dragi moji sodelavci, verjetno se sprašujete, zakaj sem tako nujno sklical sestanek kar na stopnišču, kaj ne? Nas to ne zanima. Florian, koliko sem ti že rekla, da te bo, da te jezik že enkrat za preteza drž? Hvala lepa, gospa Breda. No, res je, da se v bistvu tale zadeva na našem sestanku tiče Floriana, Amalije in pa mene. Namreč zaradi velike epidemije gripe me je naša gospa direktorica ponovno poklicala v službo. A si morate misliti? Mislite v kliniko? Natanko tako, v kliniko. Florian, spet bomo skupaj, pa me ne treba več malce nositi. Zdaj me misliš pa spet kontrolirati. Pa toliko ene gospodečen je bilo tudi. Ja, to si pa dobro povedal. Dobro. Koga si rekel? Ne, sem nič rekel, ner bi se te malo narobe slišala. Ja, veš, da tako, ja. Predlagam, dragi moji sodelavci, da vse skupaj zalijemo s kapljico rujnega. Jaz bi vam pa rada povedala, da se bom naslednjo soboto poročila in da bo odslej tudi moje življenje popolno. Jaz sem rečenca te vse rana. Ja, da si Marija prej si jamrala, ker si bila sama zdaj, ker se boš pa poročila, boš pa spet jamrala, ampak naj te bo življenje se z rožem posepano. Ja. Ko bi me nekdaj tako stisnila. Takole pravim, vi se še kar naprej zabavajte, mene pa čaka delo v 13:32, pa se takoj vrnem, delo ne sme čakati. Ste pregovor. Dober dan. Dan. Oprostite, ker vas motim, ampak... Ja, motiš me. Ampak jaz bi rad izvedel, kje... Naj Floriana pokličem. Takoj zdaj ga bom poklicana. Florian, pred takoj zdaj sem. Pred. Tako, pred. Pa saj vam nič nočem. Seveda me češ, ker ne vedeš, da me cajtinge bjarem. Jaz pa rada že kritilje cajtinge do konca prebrala, ne pa tako ljede, da me skozi nekaj štrapciraš. Aba je, ker se spet okrog moje ženske mucaš, pa te je pa naredila. Jaz bi samo doktor Kenku rad. A te se testa zguba Boga. Ledvečke, dobro? Da se ne boš kaj naredil, no, te bom jaz kaj odpjala v doktorje. Dobro jutro, mladenič, sem te že nestrpno pričakoval. Kaj bo danes dobrega? Prišel sem vam povedati, da se počutim zelo dobro in da sem vam od srca hvaležen za vaše delo in trud. Hvala lepa, to me pa zelo veseli. Kako pa kaj vaše srce? Dobro? Mislim, da se mi je zaraslo. Nič več ne pljuvam krvi, pa tudi dih mi ne zastaja. Florian, kaj pa delate zraven mojega pacienta? Zakaj pa svetite zraven kot kakšna lučka, ker nimate nobenega pametnejšega opravila? No, tudi jaz moram naprej. Samo tole skromno darilce sem vam prinesel. Hvala lepa. Black velvet. Jaz pravim, bodite zdravi, pa nasvidenje. Pa še litrskega mi je dal. Dober dan, doktor King. Kako se kaj počutite, ko ste spet v službi? Kar dobro, vse veste, kako pravi star pregovor. Ljubo doma, kdor ga ima. Lepo, da se v moji kliniki počutite tako kot doma. Se vi ne, gospa direktorica? Kakor se vzame. Najbolj srečen sem tukaj v kliniki, vse veste, kri, organi in podobne zadeve. Vi
imate tudi sicer precej sreče, doktor King. Kako to mislite, gospa direktorica? Zaradi nesreče drugih je vas doletela sreča. Če ne bi bilo epidemije, vas zagotovo ne bi vzela v službo. Sicer pa, če ne bi bilo epidemij in podobnih zadev, bi tudi vi lahko ta trenutek zaprli svojo kliniko, gospa direktorica, kaj ne? Kako si drznete? Poznam še en pregovor, ki pravi, da če človeka dregneš v rano, pekočo rano, v trenutku njegove največje občutljivosti, da pač takrat bo izpolnil vse tvoje želje, če bo seveda lahko, pa čeprav so te želje tako nemogoče. Sicer pa moram priznati, da sem vas imela za bolj neumnega. Veste kaj, če se bova prerekala, ne bova prišla daleč. Zato predlagam, da zakopljeva vojno sekiro. Če vi tako želite, jo pa dajva. In kaj vas je prignalo v moj mali, gospa direktorica? Kot zgleda, se tudi mene loteva gripa. Neverjetno. Ali neka epidemija. Res. Pa sem prišla k vam, da vas vprašam za vaše strokovno mnenje. Prav čudno se mi zdi, da eno takšno osebo, kot ste vi, na takšnem položaju, kako... Jaz pravim, gospa direktorica, na zdravje. Veste kaj, da ne bova izgubljala časa, gospa direktorica, predlagam, da se kar uležete na tole porodno posteljo, pa si vas bo malce podrobneje pogledal. Tako. Saj bo še vse v redu, veste. Pa bom najprej preskusil vaš utrip srca. Jingle bells, jingle bells. Dobro. Ko sva že govorila o bojni sekiri. Izhod, kot je izhod, hitro mi pokaži izhod, ker imam že klaustrofobijo, mi je že narodno. Izhod, kot je izhod, hitro mi povej, kot je izhod, ker še mi že v glavu vrti. Koga je še ga najdu ali ga ne še najdu? Da gremo na ljuno štran. Je češta. Je zdaj, jaz ne moram več tako živeti. Vse bo vse v redu, šef, vse bo v redu. Čak. Kaj moram zdaj narediti? Ja. Kdo je pa tole lecojno tukaj, na tleh pozabil? Il pleuvait sans cesse sur et j'étais coincée sur le tien. Le sourire et moi, le sourire de mon amour. Rappelle-toi, mon amour. A bom že dobila ta viski, a ne bom? Ja, pa nadaljujemo, no? Totalno ste me zmedli.
Nimam knjige pripravljene. Bom umrl. Jojo! Si pa jajčka po nesreči spukil, pa si postavim nazaj in vzamem ven ledvička za vas. Potem pa tole svojo pekala v tomati. Da bi bilo. Klele, ne? Zdaj sem ušli v dobo. Ledvečke, dobro. Kapljico rujnega. Kaj pa to naprej? Ja, bom kar jaz povedal, da boš ti več vrtno dava, bom kar jaz strah. Pecika je lepo zrak. Pa gine dune, pa ne. Ne bi bilo da ni izvede epidemije. Ljubica, lahko noč. Še malo.